Kaj če bi ti rekel, da imaš ključ do svoje finančne svobode že v svojih rokah? Samo vedeti moraš, kako ga uporabiti. Ampak pravo vprašanje je, ali res veš, kje danes finančno stojiš? V naslednjih nekaj minutah bomo pogledali v tvoje finančno življenje in ne gre le za številke, gre za razumevanje zgodbe, ki jo te številke pripovedujejo. Od kod prihaja tvoj denar, kam gre in najpomembnejše, kje te to pusti zdaj. Ostani z nami, kjer boš imel do konca tega videa jasno sliko o svoji finančni situaciji in boš pripravljen narediti naslednje korake proti svojim finančnim ciljem. Najprej se pogovorimo o tvojih prihodkih. Ne glede na to, ali delaš od 9 do 5, delaš kot samostojni podjetnik ali pa obvladuješ več virov prihodkov, je ključno vedeti ne le, koliko zaslužiš, ampak koliko dejansko prineseš domov po davkih, stroških in drugih obveznosti. To je tvoj neto prihodek. Denar, ki dejansko poganja tvoje življenje, tvojo sposobnost plačevanja najemnine, nakupa hrane, varčevanja za prihodnost in uživanja v majhnih razkošjih, ki naredijo življenje sladko. A kaj, če tvoj prihodek ni stalen? Morda si samostojni podjetnik in se tvoj prihodek mesečno spreminja. Takrat je še bolj pomembno, da razumeš povprečen mesečni dohodek skozi čas. Sledi mu, analiziraj ga in spoznaj nihanja svojih zaslužkov. To ti bo pomagalo učinkovito upravljati svoje stroške. Razumevanje tvojih stroškov. Zdaj se poglobimo v stroške. To so finančni odlivi, ki so lahko predvidljivi ali pa popolnoma nepredvidljivi. Začni s svojimi fiksnimi stroški. To so najemnina, komunalne storitve, obroki posojil. Stroški, ki se iz meseca v mesec ne spreminjajo. Potem so tukaj spremenljivi stroški. To so stroški, ki nihajo, kot so hrana, prevoz ali hrana, ko greš ven. Niso vklesani v kamen, a so bistveni za razmislek. Cilj tukaj je razumeti, koliko prilagodljivosti imaš v svojem proračunu. In na koncu se pogovorimo o diskrecijskih stroških. To so tvoje želje, ne potrebe. Zato misli nanje kot na češnjo na vrhu tvoje finančne torte. Ključno je, da prepoznaš te stroške, saj jih je najlažje prilagoditi, če potrebuješ več denarja. Kje torej stojiš? Ali tvoj prihodek z lahkoto pokrije tvoje stroške ali se trudiš shajati? Tukaj pridemo do bistva. Tok tvojega denarja. Pozitiven denarni tok pomeni, da ti vsak mesec ostane denar, da ga prihraniš, vlagaš ali porabiš za stvari, v katerih uživaš. Negativen denarni tok, to je rdeča zastava. Pomeni, da porabiš več, kot zaslužiš. Razumevanje tega ravnovesja je prvi korak k prevzemu nadzora nad svojimi financami. Ne gre samo za to, da zaslužiš več denarja. Gre za to, da najbolje izkoristiš to, kar imaš. In to se začne s poštenim in jasnim pogledom na tvojo finančno sliko danes. Zdaj, ko imaš osnovno razumevanje svojih prihodkov in stroškov, je čas, da postaneš bolj specifičen. Na voljo je nekaj orodij, ki ti lahko pomagajo slediti in analizirati tvoje finančno življenje. Aplikacije kot so Tošelj ali Personal Capital lahko samodejno kategorizirajo tvoje izdatke, izpostavijo trende in te celo opozorijo, ko prekomerno trošiš. A za začetek ne potrebuješ dragih orodij. Zadošča le preprosta preglednica ali celo svinčnik in papir. Cilj je najti metodo, ki deluje zate in se je držati. Ključna je doslednost. Torej, kje si zdaj? To ni vprašanje samo za danes. To je vprašanje, ki si ga je treba redno postavljati. Tvoja finančna situacija ni statična. Se spreminja, kot se spreminja življenje. Redno pregledovanje svojih prihodkov, stroškov
in celotnega finančnega zdravja zagotavlja, da ostaneš na pravi poti in se prilagodiš po potrebi. Tako kot ne bi ignoriral svojega telesnega zdravja, ne ignoriraj svojega finančnega zdravja. Čas je, da prevzameš nadzor, sprejemaš informirane odločitve in si utreš pot do prihodnosti, ki si jo želiš. Torej, naredi prvi korak. Oceni, kje si danes, razumi svoje prihodke in stroške ter začni spreminjati navade, kar te bo pripeljalo do finančne svobode. Ne gre za to, kje si bil, ampak kam greš. In z ustreznimi orodji in miselnostjo je prihodnost tvoja, da jo izoblikuješ. In zapomni si, vsako finančno potovanje se začne z razumevanjem, kje si trenutno. Ne se pozabiti naročiti na naš kanal za še več zanimivih videov in se vidimo v naslednjem videu.